Dobar dan. Jaz prvič stojim za tem odrom, vedno sem bil na uni strani, ki sem bil še študent in nam se je zdela tako velika ta predavalnica, vedno kot študent. Ampak zdaj se mi zdi malo majhna. Jaz sem zelo zadovoljen, da sem lahko tukaj danes v nekdanji svoji nekdanji šoli. Predvsem pa tudi zaradi tega, ampak predvsem tudi zaradi več namenov, ki jih želim s to prezentacijo tudi doseči, to da govorimo o več jezičnosti v Evropskem parlamentu, to je prvi namen. In drugi namen je ta, da vam predstavimo še bolj podrobno delo prevajalcev v Evropskem parlamentu. In tretji, da vam bomo pomagali tudi s prakso pokazati, kako naše delo poteka in kaj pričakujemo od vas. Kaj pričakujemo od vas, če želite z nami delati. Jaz približno 1 uro pa pol imamo danes za predstavitev skoraj celotne večjezičnosti v parlamentu. To je zelo malo časa, da lahko čisto vse povemo, ampak bomo poskušali biti čim bolj konkretni in da vam tudi potem odgovorimo na kakšno vprašanje. Torej, večjezičnost v Evropskem parlamentu je vrednota. To je evropska vrednota, ki jo želimo tudi mi, ki delamo s tem vsakodnevno, je globoko zasidrana v naših srcih, če lahko tako rečem, in jo negujemo in smo neki skrbniki te večjezičnosti v Evropskem parlamentu. In tudi gospod poslanec bo sigurno potrdil, to je res nekaj, kar je dejansko vsak dan se živi in dela. Mislim, da čisto vsi, ki delamo v Evropskem parlamentu, zdaj nas je okrog 8000, skupaj z asistenti celo več, ampak vsi skrbimo za to večjezičnost. Ampak najbolj odgovorni pa smo tisti, ki smo strogo povezani z jezikovnimi profili. To je, naj omenim, seveda najprej prevajalce in tolmače, ampak poleg njih pa so še drugi profili, vsaj 2 moramo omenjati, ki vsak dan. To so vsi, ki se ukvarjajo še z mediji in s stiki z javnostmi, kot se reče, in tisti, ki njih imenujemo pravniki lingvisti, to so pravniki, ki se ukvarjajo z neko vrsto verifikacije naših prevodov. In vsak, recimo, če smo mi na nekem začetku nekega procesa, ko ustvarjamo vse te jezikovne različice prevajalce, potem jih vsak nekaj uporablja, ko tisto, kar mi naredimo, in dodaja. Tolmači, ko v kabini se pripravljajo z našimi dokumenti in jih potem tudi so to našo terminologijo, ki včasih zelo mogoče neka nova in na novo ustvarjeno jo tudi uporabljajo. Pravniki, ki jo preverjajo in jo požegnajo, da je to prav tako ali ne, da je to nekaj pravno velja. In zato smo zelo zadovoljni, da smo tudi danes tukaj, vsaj 3 od teh, da vam prikažemo skupaj, kaj je vrednota večjezičnosti v Evropskem parlamentu. In to res dejansko živi vsak dan. In zato jaz danes ne bom imel sicer, ne vem, kakšnih velikih prezentacij z besedili, ampak bolj slike. Rad bi vam pokazal malo slike iz vsakodnevnega življenja naših prevajalcev, ker zdaj bo začela ta drugi del predstavitve, kar je našega, da rečemo, generalnega direktorata ali pa prevajalske službe v Evropskem parlamentu. Torej, prevajalska služba je, kot sem že povedal, ena izmed glavnih ciljev, da skrbimo za to komunikacijo, da naša glavna stranka ali klienti, to je najbolj zahtevna stranka, ki jo imamo, to so vsi evropski državljani. In ti evropski državljani, ker imamo v Evropi pač tak sistem, so se odločili, da na volitvah izberejo svoje predstavnike in ti predstavniki so naša najbolj direktna stranka. In vseh teh 751 poslancev je direktno uporablja naše storitve, ampak preko njih seveda vsi evropski državljani. To se vidi vsak dan.
ker se komentira naše izdelke. Ne samo poslanci, ampak tudi državljani. V vsakršni fazi, od faze, ko se še vedno debatira, kot vsaka parlamentarna demokracija, ko se spreminja neke predloge zakonov, do tiste faze, ko se je že sprejeta in ko se ugotovi, da je bila kakšna napaka, oziroma da kakšno podjetje, recimo, da ugotovi, da zaradi nekega, dajmo reči, slovenske različice, ni bilo možno dobiti nekega natečaja, niso bili uspešni na nekem natečaju, ker so razumeli z tekst tako. In potem seveda se pritožijo. Tako da vsak dan se komentira vse te zadeve in dejansko živijo. Ampak glavni cilj je, in tukaj bom povedal, da je 80% našega dela sigurno pri prevajalcih, ampak tudi pri ostalih uradnikih. Smo pač uradniki, ne pozabimo, ne smemo pozabiti tega. In vsaka osnovna dejavnost je to, da skrbimo za zakonodajo. Ta zakonodaja je, kot se včasih reče v medijih, evropska zakonodaja. Ta evropska zakonodaja je zelo enostavna, ima dve obliki, če na kratko povemo, in ena se imenuje uredbe, ena se imenuje direktive. In če pogledamo predvsem uredbe, ki jih je največ, to je tisto, kar neposredno zadevajo čisto vsakega državljana Evropske unije, ker se objavi v uradnem listu Evropske unije in začne neposredno veljati. Torej ne gre skozi slovenski parlament kot direktiva, ki si jo ponovno še predebatirali in tudi naredilo novo. Tukaj smo mi direktno odgovorni za ta slovenski, če pogledamo slovenski del, ampak ne samo tudi slovenski, za vse ostale jezike. In vseh teh 24 jezikov predstavlja, kot je že danes omenjeno, vse te jezikovne kombinacije, ki so možne, in o tem danes bomo tudi posebej govorili, kako to dosegamo, kako nam to tehnologija lahko pomaga. Ampak pomembno je to, da na koncu, ko poslanec glasuje, ko sedi v tej dvorani, ki mi v našem žargonu imenujemo hemicikl, in ko glasuje na koncu tega postopka, je pred seboj ima slovensko, če je slovenski poslanec, ima pred seboj slovensko različico in se niti več ne sprašuje, ali je to prevod, ali je original, ker glasuje na to. In zato je za nas ta odgovornost, kaj damo na mizo, izredno velika. In seveda gre skozi veliko faz, preden pride do tistega, da stoji na tisti mizi na koncu. In kot veste, ni potem samo jezikovni element noter, so vse druge tudi. Od rezultatov pogajanj, od rezultatov, kjer med pogajanji sami so tudi zelo pomembne prav te jezikovne deli, kaj pomeni določena beseda komu, kakšno besedo bomo dali, kaj pomeni določena kolokacija. Ali je ta prava kolokacija, poštevno recimo, če se zadela z angleščino na začetku, kaj bo to pomenilo v vseh ostalih 23 jezikih, če bomo dali to kolokacijo. Tako da jezikovni element je vse skozi pomemben, cel čas. In na koncu, ko pridemo, si mogoče rečejo tisti, ki glasujejo, ali pa te službe, ki pripravljajo zraven, vse to si pozabijo že, ali je to mogoče, vse teh 24 jezikov, vse teh 24 uredb in direktiv imeti pred seboj, brez napak in brez težav. Mi mislimo, da je mogoče, in zato smo razvili te službe in pravimo, da je ta misija absolutno za nas, poleg tega, da je zelo pomembna, je tudi mogoča. In vsak nov jezik, ki dodajamo, pred kratkim smo dodali 24 jezik, to je bil hrvaški jezik. Zdaj se pogovarjamo za eden, ne vem točno, kaj še ne bil po vrsti, ampak irščina dosega še malo višjo
višji doseg, večji obseg, kot je zdaj. In približujejo se tudi nam novi jeziki. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, kdaj na Cipru, ali bo turščina še dodala, kaj se bo zgodilo z vsemi jeziki, ki so na področju Zahodnega Balkana, kdaj bodo vstopali. Vsi ti novi jeziki predstavljajo za naš izziv, ampak je bolj večje veselje pri temu, kot skrbi. Zato imamo vse te tehnologije, ki nam pomagajo, in zato imamo tudi izdelane pričakovanje, ki jih imamo od prevajalcev, da jih dosegajo, da lahko delajo pri nas. Torej, zdaj bom govoril malo tudi, kje smo in kaj pričakujemo od prevajalcev, predvsem, da boste vedeli, upam, da bo pomagalo tudi vašim profesorjem, kako bojo izdelovali programe, kaj pričakujemo od vas. Ampak najprej, kje smo? Vi veste, da je Evropski parlament večinoma po vseh medijih se vedno omenja Bruselj, pa mogoče malo Strasburga. Pozablja se pa še na tretji kraj dela, to je Luksemburg. In prevajalci so eden izmed redkih služb, ki delamo na vseh treh krajih dela. Torej v Bruslju, v Luksemburgu in v Strasburgu. In malo se moramo premikati, malo pa smo tudi tam, stalno. Tako da imamo te službe, tak je pač sistem, to so rezultati zgodovinskih okoliščin, ampak največji del prevajalcev je v Luksemburgu. In to je tipičen dan v Luksemburgu s takim plavim nebom in soncem. In to sta dve naši stavbi. Ena je še tle zadaj, na tej strani, ampak to je še 2 leti smo tako, potem pa gremo v novo stavbo, kjer bo pa cel Evropski parlament v Luksemburgu združen v eno stavbo. To je samo prevajalsko službo. Tako zgledajo naše stavbe, še bolj v stilu Manhattana. In to bi začel zdaj mogoče s tem, kaj pričakujemo od prevajalcev, predvsem kakšen je naš profil. Najprej bi povedal nekaj o jezikih, ki jih želimo imeti. Na prvo mesto dajemo slovenščino. Vem, da se v vaših akademskih krogih verjetno sprašujete, kaj je bolj pomembno, ali je pomemben bolj izvorni jezik ali ciljni jezik. Mi na to vprašanje imamo odgovor. Pri vas vem, da verjetno boste zaključili debato, oba sta pomembna. Mi tudi rečemo tako, ampak dodamo še zraven, ampak slovenščina je bolj pomembna. Tako da zahtevamo od prej bilo omenjeno VIP, vezeni poznanstva, kako je že bilo. Ja, to je tudi namen današnji, da se malo spoznamo, ampak vi boste morali delati še izpite, da pridete k nam. Tako da se končali. In ko boste delali izpite, bomo ocenjevali vašo slovenščino. Kot perfektno. Mora biti perfektno. In sigurno boste rekli, da je to možno. Ja, je. Mi od naših kandidatov to zahtevamo, ker vidimo, da predvsem vidimo skozi to, da znajo prepoznati problem v slovenščini. In rečejo, tukaj mi ne gre, to vem, da ne gre. Moram drugače. In potem seveda pridejo druge stvari, ki so tipične za naš oddelek oziroma za naše prevajalce, kjer se to prepozna kot problem in da potem se ugotovi, kako narediti novo rešitev. Ampak slovenščina na prvem mestu, perfektno znanje. Zdaj sledijo par slajdov, ko vidimo, kako prevajalci delajo, ampak o tem bom govoril tudi o drugih pričakovanjih, ki nimajo, da so vse povezane. Torej, drugo, zahtevamo znanje izvornih jezikov, kjer smo rekli, da uporabljamo izraz zelo dobro. Ne perfektno, ampak zelo dobro. In v vseh teh uradnih dopisih oziroma razpisih in natečajih in vseh izpitih, ki jih organiziramo, bomo rekli perfect pa thorough. In vseh teh
vseh teh znanih, kjere jezike. Na prvem mestu bomo dali skupino 6 jezikov. In ker iz teh 6 jezikov največ prevajamo. In iz teh 6 jezikov je tudi napisano največ izvirnikov. Zaradi različnih razlogov in Evropski parlament ni neka izolirana institucija, kjer ne veljajo enaka pravila, kot veljajo vse evropski družbi. Torej, na prvem mestu je seveda angleščina. Ko smo mi začeli leta 2004, jaz sem začel leta 2004 v Evropskem parlamentu, je bilo približno 45 do 50% je bilo angleških izvirnikov, zdaj je že skoraj 80%. Na drugem mestu je francoščina, kjer smo šli od tam okrog 30% na malo več kot 10%. In na tretjem mestu pa ne bi dal samo enega, bi dal še ostale, kjer so nemščina, italijanščina, španščina in polščina. To je bila odločitev parlamenta, da imamo teh 6 jezikov. Malo je tudi politična odločitev, ampak je pa tudi stvarno. In iz teh jezikov zahtevamo, da vi delate izpite na teh naših natečajih. Potem druga prioriteta je pa, da poleg angleščine, da imate pa kakršenkoli drugi uradni jezik Evropske unije. Torej, da si izberete angleščino kot prvi zvorni jezik, ampak kot drugi lahko kakršnega koli izmed ostalih 23 oziroma 22 v enega prevajanja. In to se potem ocenjuje na natečajih in sproti se tudi dodajajo ti jeziki med delom in se pričakuje, da vsak jezikovni oddelek, o tem bo mogoče govorila več naša vodja slovenskega oddelka, da se ti jeziki popolnoma pokrivajo v vsakem oddelku. Torej, da ni potrebno delati preko releja in preko veznega jezika. O tem bojo govorili več naši kolegi. Druga stvar, tretja stvar, ki si jo želimo imeti od naših prevajalcev, je, da so vedoželjni, da so razgledani, da stalno se ukvarjajo s tem in pregledujejo stvari, kaj se dogaja po svetu. Če imamo 80% zakonodaje, imamo ostalih 10 do 15%, zelo veliko, se Evropski parlament izjasnjuje in podaja stališča o vseh dogodkih, ki se dogajajo po svetu. Mi temu pravimo resolucije, ki jih določi konferenca predsednikov in politične skupine, teme namreč, ampak večinoma so to aktualni dogodki, ki se dogajajo tisti teden ali tisti mesec, čeprav je zasedanje enkrat po mesec. In poleg tega imamo pa posebno določbo, poseben člen v našem pravilniku, da mora biti tudi vsako zasedanje tudi 3 resolucije, najmanj 3 resolucije o tem, o različnih žalostnih dogodkih v svetu, kjer se kršijo človekove pravice. Ker ena izmed poslanstv Evropskega parlamenta je ta, da skrbi tudi in bdi in se o tem izjasnjuje, če se kršijo človekove pravice povsod po svetu. Žal vse, in žal se tudi zelo velikokrat na enem in istih krajih. Tako da je zelo pomembno, in o tem bodo govorili mogoče danes na delavnici, da ko pride kakšna, bomo imeli samo za potrebe tega konkretnega primera, kakšna arabska imena, da vi poznate, kako je to mogoče kakšen slovenski medij, recimo, že uporabil in napisal ta arabska imena. Da se ne ukvarjate s temi zadevami šele, ko prevajate in da jih tam raziskujete, ker ponovadi za te resolucije je zelo malo časa. Velikokrat rečemo, da mi resolucije delamo skoraj enako, kot da bi tolmačili, da bi naši kolegi tolmačili, ker včasih pridejo te resolucije z rokom 2 ure, 3 ure, 4 ure največ. Tako da je to treba vse že poznati naprej. Vidim, da te navade, da prihajajo pozno študentov, pa še niso še izpitne. To smo In tako da dobrodošli tudi, ki ste
zdaj prišli. In tako da mi moramo vse te stvari poznati iz medijev, zato zahtevamo, da berete in da v kakšni koli obliki, ali elektronski, ali papirnih oblikah, da vse to poznate in da ste vedoželjni in razgledani. No, potem pa sledijo par stvari, ki so povezane s klasičnimi stvarmi, ki so zahtevane do vsakega uradnika Evropskega parlamenta. Predvsem te, da delamo v skupini, v timu, tudi jezikovni problemi. Mi smo razdeljeni na tematske skupine v oddelkih, pokrivamo različne tematske sektorje, ki so Evropski parlament ima 20 stalnih odborov in ti odbori so združeni v tematski sektori in ti tematski sektori potem so tudi, ta struktura se zrcali tudi v naših oddelkih. Tako da naši prebivalci morajo biti stalno vključeni tudi v to spremljanje zakonodaje, kako nastaja preko teh tematskih sektorjev in odborov. Torej, pomembno je to delo v skupini, uporaba tehnologije. Jaz ne moram reči, da je mogoče, enim se zdi mogoče celo smešno, da uporabljam to kot pričakovanje, ki jih imamo v vas, ampak ne toliko, da znate uporabljati to, kar je na voljo na tržišču in da prijete že s tem znanjem tja, ampak da ste odprti za uporabo tehnologije na našem delu, da ste odprti za nove stvari, ki jih naredimo. Mi večinoma stvari, nekaj tudi uporabljamo, kar je komercialnega, ampak veliko stvari sami razvijemo in zelo smo ponosni na najnovejšo aplikacijo, ki smo jo razvili zdaj pred letos in jo uvajamo v naš zakonodajni postopek. In ta aplikacija je nekaj, kar bo verjetno postala glavni del glavna aplikacija našega dela. In zaradi tega zahtevamo v naših prebivalcev, da so odprti za te tehnologije, da jih sprejmejo, da se izobražujejo potem, ko jih uvedemo in da jih tudi uporabljajo. Nisem nič še povedal, koliko nas je, da boste imeli občutek, kaj pomeni organizirati za tako službo vse te izobraževanje. Pa vse, kar uvedemo v naš sistem, mora delati za vseh 24 jezikov. Ne sme biti nič, kar ne dela za slovenščino, pa neke č in š in ž ne delajo nekje, pa posebni znaki z romunščine tudi ne delajo nekje. Tako da vedno mora delati za vseh 24 jezikov dobro, enako. In prej nisem imeli, koliko nas je, nas vse skupaj je 1300, to je največja služba v Evropskem parlamentu in vseh teh 1300 težko včasih si zamisliti, kako organizirati že izobraževanje za vse te ljudi. Tako da zdaj to je ta del po recimo skoraj tipična slika iz naše pisarne. Skoraj tipičen prevajalec za naša kolegica iz malteškega oddelka in prepoznate sigurno ogromno stvari. Mi mislimo, da tudi moramo porabljati še več, kar smo že uvedli. Ja, moram, sem dobro že tukaj. Ja, vem, ja. To je zelo angleščini. Sej sem končal. Je že konec. Torej, naša naslednja stopnja, in to že uvajamo, zdaj testiramo na 11 jezikih, je še to, kar bi radi uvedli, da prenehamo tipkati in da uporabljamo naš glas kot orodje. Ampak to zdaj počasi uvajamo, testiramo in želimo, da bi to bilo na voljo kmalu za vse jezike in da bomo prenehali tudi tipkati, ker veste, tipka ne vzame nekaj intelektualnega napora pri našem delu in je potem seveda trpi mogoče to delo, ki smo ga prej naredili. Tako, jaz bi zdaj s tem končal
To je malo povzetek vse. Jaz bi se še zaključil s to sliko, o tem bojo govorili bolj naši kolegi iz oddelka, kjer vas bodo povabili tudi na prakse, o tem pa podrobno še malo kasneje. Hvala lepa.